Dobrodošli v oddaji Kuhajmo z Malinco. Danes imam eno res posebno gostjo, Lejo Filipovič, zelo znana kot Lepa Afno. Čau! Jaz pa ji pravim tudi prva mama slovenskega YouTube scene. Kakšen label, no pressure, v redu, hvala. Dan, jaz sem te vprašala nekaj časa nazaj, kaj bi mi kuhale. Ja. In ti si mi poslala recept na roke napisan za pohorsko mleto. Zakaj si izbrala pohorsko mleto? V bistvu, veš kaj, jaz sem itak ful receptov na roke napisanih, zaradi tega, ker sem vedela, da se bom počasi odselila, sem vedela, da bo treba kuhati. In pa sem bila tako, mami, daj mi povej, kako se naredi to. Daj mi povej, kako se naredi to. In pa sem malo zraven gledala in pisala in tako. In pol, ko si rekla, da se moram nekaj spomniti, sem šla po tej zbirki in listala in gledala in zdaj, nekaj mora biti tako, veš, takega enostavnega, da se lahko mogoče malo roskasto obarva, ker je to po mojem kar najina barva. In pol je prišla pohorska omleta. Odlična. Ful dobro si izbrala. Mi da sicer danes ne bomo delali originalne pohorske omlete. To je izum leta 1950, sem se poučila, Viljem Račič, ima 5 sestavin. In sicer moko, jajca, sladko in potem je premazana z brusnično marmelado, pa čez je smetana. A to je original? To je original. Wow, veš, mi Gorenci, ker jaz se spomnim, da je to delala teta tako za nedeljo, recimo, po nedeljski južni, smo pa vedno delali z marilcami iz kompota. Se pravi, s kompotom biskvit tako in pol marilce gor in ful dober. On hoče biti na kameri. Ne, breskve, kaj je govorim? Breskve, ne marilce, breskve. Jaz sem se videla v tvojem receptu. No, jaz sem pa danes ta recept malo prilagodila. Super. In sicer bomo delali takega malinca stopnastega, kar pomeni, da bomo uporabljali maline. In da bomo uporabljali tudi nekaj rozastega. Bomo več povedali, ne? Ja, sproti. Ok, zdaj predlagam, da se mi kar lotimo testa, oziroma mase, ko bomo dali peč, bomo imeli še pa čas, da počekamo. Odlično. Pa ful sem vesela, zaradi tega, ker pohorske omlete, čeprav jo imam napisano doma, kot v teh moji receptni knjigi, je še nisem delala, tako da... No, dej. Deva prvič danes tole skupaj. Jaz sem jo testirala, zdaj 3-krat. Ful je pomembno, kako pečico imaš. Kakšno pa rabiš? Ventilacijsko predvidevam? Ventilacijsko najbolj je problem, jaz še nisem gotovila, kjer je ta prava, ker naši malinci Andrej se to nikoli ne prime na peki papir, meni se pa vedno prime na peki papir. Ja, da sem bomo danes še peki papir malo namazali z kokosovim oljem, da se ne bo slučajno primo. Da bo šlo po lažje dol. Ja, da bo šlo enostavno dol. Kjeri triki, wow. Dober. Ok, zdaj pa za maso mi dve rabimo moko, jajčka še moramo vzeti. Evo, 3 jajčka. Ti imaš to že vse tako lepo pripravljeno? Ja, jaz sem vse pripravila. Maso verjetno narediva skupno, ne pa bojo pa delila. Ja, tale masa je za 4 omlete, premera okoli 15 cm. Najprej ločva, ne? Lahko kar v tej posodi kar 3 jajčka razbiješ. Ampak je treba ločiti, tako da dava sem kaj, beljake pa rumenjake? Rumenjake bomo dale pa sem pa, Ok, se pravi, beljake postavijo tukaj. Ja. Dobro. Veš kaj, ne vem, doma nisem nič fina, ne, in doma imam pol tako bo packan, zdaj pa nekaj, koliko lahko pri tebi packam. Tudi lahko, kar sproščeno. Zdaj, to eni znajo z eno roko, ampak jaz delam to tako, ne, da pač... Zelo pogumno in pohvalno. Jaz to reč, ko vidim, namiš celo pa beljak ven. Ja, ne, kuharca pa sem, čaki. Jaz drugače res kuham, tako, ni to sam, včasih me kdo kdaj vpraša tako, joj, skozi te storije, ne, ko kuhaš, to res to kuhaš, ja, dejansko kuham in pol tudi to pojem in tako, ne. Aha, kolikrat na teden bi pa rekla, da kuhaš, kaj je lunči? Pa ne vem, kolikrat na teden, ko sem lačna, kar skuham si, ja. Rajši jem noter kot od zunaj, ker sem se takrat malo, ko sem bila študentka, najedla tega po restauracijah, tako da, ne vem, udobno je doma narediti nekaj dobrega pa pojesti. Ja, sem vidim ful velikrat na storijih dobri recepti, pa fajn je, da še pol deliš, pa se mi da ful dobro, da se dansko mlade navduši, da začnejo kuhati, ne? Ja, mislim, ne, a veš kaj pa, okej, navduši se jih še nekako, oni bi kuhali, samo je po mojem tako, recimo smo enega prijatelja, ko on zmotno misli, da za kuhanje rabiš ful časa, ma ne rabiš toliko veliko časa, vse te rižotke, pa mehiške, pa jote, to se dela samo od sebe, še največ dela je s tisto predpripravo, kaj treba narezati, pa tako, ampak to se pol samo mis malo pomešaš, pogledaš, rižota je tako hiter, evo že predskan, tole si mi umila, ne? Ja, tule si lahko kar tule imaš. Jaz sem pa to kar zmiksala, moramo penasto umešati, moj glasno govorila sem, penasto umešamo, da je res taka fajn gosta masa rata beljake, tista taka čvrsta in trda. Pa to bolj povedala. Vse to poznam, vse gre čez. Že navajeni, veš. A imaš še enega tega? Ne. Tukaj noter imamo še dodale par stvari, oziroma dodale še samo v jajčka, v rumenjake dama sladilo.
Mi da bomo danes namesto cukra navadnega uporabljali eritritol, čani že poznaš? Slišala sem, ampak ga ne uporabljam, moram priznati. To je v bistvu bolj zdravo sladilo, ne? Ja, tista na koncu. To je v bistvu sladilo, zelo podobno po okusu in po teksturi belemu sladkorja, s tem, da nima nič kalorij. Ja, teda nima nekih ful hranilnih vrednosti pa vitaminov, pač glavna stvar je to, da pač nima kalorij. Tega moramo pa dati, kaj hrudnja. Evo, malo izključimo. Ja, mogoče malo pohladi na koncu, ampak drugače pa v principu to je bilo. Zdaj sladkorja moram mi dati 50 gramov. Jaz ponavadi v omletu dam povrstno kar mlet sladkor, zato je, da se potem ful hitreje boš tole zmiksa, ne? Takle, tole zaključimo. Zdaj test, veš kaj je, ne? Tole bojo dali na tvojo glavo. Si dobro zmiksala? Ne? Na meji. Jaz bi še kakšnih par sekund, ampak ne bomo nad glavo, tako da je v redu. Zdaj pa tole plus moko, ne? Dodava kasneje. Moko kasneje, smo dali sladkor. Dajva sladkor. S tem, da jaz sem zdaj 50 gramov sladkorja gre. Jaz sem ga zmlela, da bo tole malo hitreje šlo. Hitreje, super. Drugač lahko cel sladkor, ali tega prej mleči, ga pa melite, pa ga v tem mličko za kavo. Ja, super. Ali pa kar v temu za smutije tudi. Ja, od tismu tudi gre. Zdaj, tole je 50 gramov že zmletega eritritola. Evo, to je pa zdaj hitro ga imaš. To je pa zdaj treba narediti tako do gladkega. Nič, kar malo boste potrpežljivi, tako kot pri snegu. Ponavadi pri teh rumenjakih smo kar malo tako, se je dober. Ne, mora biti tako zelo gosto. Tako da, kar vzemite se čas, pa par minut takole. Zdaj, če imate ne sladkor, gre malo hitreje. Jaz sem dala še pa noter en vanilj sladkor. Pa drugače imaš rada, zakaj si pa zbrala si jo zaradi tega, ker si jo imela notri, pa si ti zdela ful. Pa jo imaš drugače, zdaj si nazadnje jedla. Po mojem nazadnje, takrat, ko sem se čuvala pri starih starših, ko je teta naredila. Se pravi, ko sem bila stara, kakih 15-14 let. Ja. To je kar lep čas. Tako da to bo totalen sladki gurmanski throwback. Kaj pa drugače, kjera sladica je tvoja najljubša? Veš kaj, težko se odločam za najljubšo sladico, ker imam res rada sladice. Mislim, da to si mislim, rada imam take tesnate zadeve, od palačin do nekih zavitkov, pit, dobro, tortica dobra, domača, nikoli ne bom rekla ne. Pol sladoled, obožujem sladoled. Čokolada? Ja, čokolada, mislim, sama čokolada prav tako je mogoče še najmanjkrat, ampak karkoli čokoladenega pa je. Pa si kdaj sama pripravila sladice doma? Večkrat vem ven, moram priznati. Še največkrat si mogoče doma naredim kakšne palačinke, naraste križev, šmoren, to kaj hitro. Ali pa če kdaj kaj pečem za kako prijateljstvo, pa pol tam, ko ponesem to, tam probam. Pa vidim, da je rakar, ja. Torej delaš pa dejansko vedno po maminih receptih, ali kdaj bi največkrat, ne, največkrat po maminih. Kdaj sicer poiščem kaj na spletu, ampak to je tako čist, ne vem, stvar navdiha, kakšne mafine pa tako, ampak to je enkrat na vsake to. Drugače stalnice so pa mamini recepti napisani na roko. To je moja dediščina, ne, prav, da je mami pustila dediščino in to je v bistvu... Sem tule pritisneš, ne? Pade dol. Evo, pade dol. Tole smo vse zmiksale, danes, ko smo že večji del naredile, zdaj pa to maso dodale še naribano limonino lupinco. To si ti že sprobala in dobro funkcionira. Da malo svežine. Tako. Super. Dajte to limono je fajn, če imate bio, če najprej fajn, da zelo dobro operete, ker so ful škropljene v tej trgovini. Bio se bi vseeno upravila. A imaš bio? Ja, absolutno. V bistvu lahko rečeš pol na koncu, da bo to ena taka zdrava pohorska omleta. Ja, se bo. Ja, dejansko bo. Cukor brez kalorij, bio limonina lupina. Jajčka so itak zdrava, tale noter še maline. Sladkorja danes ključno malo. Veš kaj, jaz dosti nisem jedla zajtrka, tako da tule bo moj zajtrk. Si se šparala, povej. Jaz sem se šparala, res. Evo, zdaj pa lahko kaj malo zmešaš. Jaz bom pa zdaj dodala še moko. Dodamo za 4 omletke, dodamo 30 gramov moke, ampak če hočemo, da te krahlo, moramo s tem presejati. Ja, s tem, da jaz bi še vseeno uporabila kar mešalko. Ne, to je pa spet ena od trikov, da ne smeš mešalke več uporabljati potem, zaradi tega, ker potem padejo dol, ne naraste tako lepo. Moko? Sej pol beljake da, res? Si probala? Ja, od tem, ko a vidiš, moja mami pa da tako, z moko pa z mešalko, pa to tako čist rahlo na koncu. Ja.
da bomo danes kar tekle, da bo zihar ratalo. No, dobro. Bova danes naredila tako, kot si testirala. Ja. Kaj se pa itak nisem delala. Tekle, evo, zdaj pa lahko s tem ti mešaš, jaz ti bom pa samo usipala 30 gramov, sam mi tule ne drža, da bom videla, koliko je. Se more pa čez tole da je bolj rahlo. Dobro. Da je v bistvu to so tisti mali triki. Ker pri biskvitih je v bistvu tako, da tukaj pa rabiš biti natančana, ne? Vse ostalo, kar smo prej rekli, rižotke, pa jote, pa to se naredi 1, 2, 3, pa v bistvu lahko malo, tudi če je kaj malo več, pa tako ne bo dileme. Pri biskvitu je pa v bistvu ta natančnost na splošno pri sladicah ful pomembna, ker vam lahko par gramov že čisto drugače pride. Teksturo naredi. In zdaj bomo dejansko še premešali sam sneg. Tega ne zmešamo nikoli celega naenkrat, ampak ga v bistvu postopoma mešamo. In dejansko delamo samo s tole lopatkico, pa tudi ko enkrat umešamo beljak, ga moramo čisto rahlo, ker tudi to sem destilala, če ga na hitro zmešaš noter, tudi padejo dol. Če hočeš mešati vsakice puhaste, velike, moramo to zdaj videti pri fini narediti, ampak mislim, da ne bo problema. Ja, mislim, da vam je to tako naredili, da vam poklicane v naslednjo sezono Masterchefa. Zdaj pa kar približno tretjino dej, pa čisto rahlo zdaj to zmeši. Pa še bomo ostali. Postopoma to zdaj zmešamo in pomamo danes, ko mi maso nareto, damo v pečico peč. To je biskvit. To je v bistvu biskvit. Potem ga vam pa nafilali samimi dobrotami. Evo. Kaj pa ti najreš, mislim, tako od sladic, od sladke, imaš rada sladko? Ja, itak, sladoled. Sam recimo zdaj še tako, od zunaj trenutno dežuje, temperature so se drastično znižale, tako da bi zdaj sladoled, bi ti sedel? Ja, me vi. Ja, ne, če si noter pred televizijo na kavču, še mogoče, ampak tako veš, jaz grem pa rada ven na sladico, evo pa, zdaj pa sladoled že ne pride. Ne. Mogoče zraven kakšnega sufleja. Še kar celo, da je to zdaj. Še malo rahlo premeši, pa je to. Evo, pa smo. Teda sladice, sladoled je moja šibka točka. Res? Ja, res. Jaz si ga probam včasih sama narediti, pa tela popsi so mi zakon, teda se trudim, da je čim bolj zdrava, ampak ti si zelo zdrava, veš, jaz nisem tako zdrava. Res ne. Trudim se, vse ne gre vedno pač. Jaz sem rekla tako, da bom po enem letu malo bolj upoštevala te bio, eko in tako. Zdaj pa še ne. Mislim, da mama, boš Tom še od blizu posnel, kako je masa čista taka rahla. To je to. In ga dava lepo na... Zdaj pa, čakaj. Prehitevam. Prehitevaš, zdaj si zamislila, da bomo naredile midve take lepe okrogle. In si že narisala, Ja, narisala, veš, kak je trik bil? Trik je bil to, da imam tale od kavice, tvoj kuli, in sem narisala kroge. Zdaj ne vem, če se vidi to. Ti si to naredila upgrade, totalen. Wow, ful dobro. Tole so krogeci in zdaj bomo dejansko na vsakega daš 3 žličke, potem se pa samo z žlico razmaže, da v bistvu krogec pride. Daj mi pokaž, pa jaz, ti naredi 2, pa jaz naredim 2, pa po mojem... Pa gremo v pečico. Pa gremo v pečico do peči. Na tak način sem si jaz zdaj krogec izredila. Drugače pa lahko, tako si rekla, čez celo se ulije, pa se potem v bistvu sam... Še dobro, da smo ustavila, ker jaz sem bila že tako, še v nizkem štartu, sem še to bi naredila. In bi bilo... Ne bi bilo več teh tvojih krogov. Ja, lej, se bi pa bile pa kvadrati. Zdaj pa, a si ti, ko kuhaš pa to, ali ful gledaš na prezentacijo, ali... Ne. Stvar mora biti najprej dobra. Mislim, jaz sem tako kdaj razočarana, ko vidim, da vse tako bilo detaljno pripravljeno. Enkrat smo bili v eni restavraciji in so nam ponudili na koncu sladice. In kaj pa imate, ne, vprašaš. In je bila prekmurska gibanca. In z Anžetom oba obožujeva prekmursko gibanco, ker jo moja mami naredi, sezujejo, tako res. Kot da bi bila ona prekmurka, ne pa Gorenjka. In prišlo je tako, na koncu krožnik in po koščkih, tako zelo laboratorijsko, vsaka sestavina v bistvu v nekem svojem stanju. In okej, rečeš, ne, ful domiselno in kreativno in wow, ampak tisti ni bilo dobro. Mislim, prezentacija se da je cute, ne, zato da lahko danes, ko imamo vsi te Instagrame, še malo popotkaš. Recimo, zdaj so ful popularne te sladice, ki jih... Bom jaz povedala to dol, da bomo imeli še odlično, da jaz lahko govorim. Ja, pa kar povej. Anže prav, da je multitaskanje ena največjih nategavščin, zaradi tega, ker to noben ne more delati, ker pol itak nekaj narediš narobe in pol moraš iti popravljati za nazaj, tako ti vzame na koncu še več časa, kot če bi se lotil ena stvar. Evo, mi da smo to danes naredile.
To je to, zdaj damo tole peč, samo 8 minut se peše. Ker je biskvit in je hiter, tako da to je redo. Na 175 stopinj, ogrejte mora biti pečica prej. Zdaj odvisno, kako pečico imate, pri meni je samo dobro, če imam spodnjo pečenje, ventilatorsko in spodnjo zapekanje. Ene imajo pa že tako, da sam klikneš biskvit, recimo, in je že pečen. Že pečen. Tole gre zdaj noter. Super. Pa taj, moram najti tovar 47 do 55, moramo dati to ven. Pa še vmes moramo malo preveriti, če bo vse... Zdaj pa lahko spucava. A veš, zdaj nisva v bistvu toliko realno posvinjale, ni toliko za svinjati. Ni za toliko za svinjati. Ne. Da pokažejo, da sva tudi, ne sam... Gospodinje. Res sva domačice. Imaš pa koš? Kar tule. Takle bomo dale so biološki. Pridno ločuje. Absolutno. To se pa trudimo. Evo takle. Zdaj imamo minja časa 8 minut, da še kaj fajnega povema, pa da pripravimo preliv, ki ga bomo dali. Jaz sem si zamislila, da narediva malin preliv, da jih malo samo pokuhamo, malo posladkamo, malo pokuhamo, pa prelijemo s tem čez omleto, podamo pa noter smetano, ampak da bo smetana roza, sem si zamislila, da jo obarvamo z malincinim pink latte mixom. Noro. Ja, noter so v bistvu maline, kokosov sladkor, kokosovo mleko, prah, vse sestavine so bio. Čisto naravno, pa dobiva pa barvo, ko jo hoče. Ja, tako. Teda, mi da jaz predlagam, da se mi to ta čas pripravimo. Veš kaj, zdaj me je tako spreletel. To bo po mojem taka sladica, ki bo trgala gate na dekliščinah, pa raznih baby showerih, zaradi tega, ker, a veš, rozasto. Pa res je simpel, pa res je dober, tako da vidimo, tukaj začele neko novo tržno nišo. Evo, teda jaz sem smetano že zmiksala. Takle, teda smetana je, ful sem jo, teda če ne bomo lačni. Mislim, da je 250 ml. Dragma cele same pojesti, ampak okej, nikoli ne veš. Teda jaz bi tole obarvala z parimi žličkami. Bo se bo, ne, kar obarval. Pa tako, imaš kakšno tisto za mešati, ali bo kar žličko? Lahko kar žličko mešaš, mogo sam edino veliko vzem tam, da bo lažje, da bo hitrej. In bomo tole v bistvu, jaz si pravim kavica, čeprav v bistvu ni kavica, ampak je napitek. V bistvu lahko narediš, si napitek, lahko pa dejansko uporabiš takole, kot bomo mi danes, kot barvilo. Takle še pokažem, kak napitek izgleda to. Pa bo to pustilo tudi kaj okusa? Ja, pusti malo po, se boš videla, malo po malinah, malo po kokosu. Super. Bolj pa verjetno, koliko želiš intenzivno, lahko dodaš še dodatno in za barvo in tudi za okus. Ja, tako. Se boš še lahko predala. Jaz sem pa pripravila tole vrečkico, da bomo lahko smetano in da bomo lahko lepo okrasile. Jaz se bo čutim, kot da smo, ne vem, blizu božiča. Zdaj sama veš, da taka Instagramna sladica bo, ne? Ja, zelo Instagramno. Evo, imam maline, imam borovnice. Jaz bom maline, ker mislim, bomo malo pokuhale, da bodo se malo razpustile, da bo malo tekočega, ja. Super. Evo, takle. Zdaj pa se mogoče zamenjava, da te jaz ne... Ja, takle. Zdaj pa ena opcija je, da ti našpilaš tole ali pa skuhaš maline. Ne, bom jaz kar, ko sem se predstavila, jaz naredila to. Kaj, dokol, približno do pol? Ja, kar lahko. Mogoče bi še zdala malo tega. Še malo barve? Ja, da še bo bolj rozasto, da bo še bolj aknasto. Dam pa še malo maline. Jaz sem tole maline, imela zmrzljene. Najhrati, ker zmrzljene pokuha, lahko tudi sveže. Na tisto sajen. Eno žlico sem dala noter sladila zraven, da ne bo preveč kislo, ker maline so osnovi zelo kisle. Čakaj, maline imaš zmrznjene, ne? Ja, maline imam zmrznjene, borovnice so pa sveže. Super. Kaj pa, ti mi pa nismo vedela, si že kdaj jedla pohorsko ali... Ja, jaz sem v Mariboru študirala in itak, ja, sem. Sam zdaj že tudi moje, tako ti eni, ne vem, 10-15 let. Tako da je za obe throwback. Ja. Jaz sem ta vikend jedla, velikrat. Zdaj pa lahko. Tudi če biskvit ne rata. Bomo pa smetano pojedle. Na žlico. Ti si to kar sama izstrigla in pripravila in mislim, tako domiselno. Kaj pa ponavadi ti zdaj trkuješ? Danes nisem nič, ker se mi je tako vse na hiter mudil od doma. Drugače imam rada zajtrke, no. Si rada vzam največkrat kakšen avokado ali pa kakšna jajčka. Ugotavljam, da ne maram sladkih zajtrkov, za čuda. Ampak nikoli si ne naročim, recimo, ne vem, za zajtrk ameriške palačinke ali pa, ne vem, kosmičev tudi nekako ne moram. To pol nadoknadam tekom dneva.
Ja. Tole že malo... Relativno zdravo, tako, ne? To je ful fajn, ja. Pa se mi zdi, da zajtrk res pomemben obrok, pa če si zjutraj ok naješ, se mi zdi, da tudi boljš funkcioniraš. Evo, Okay. Vladaš. Ja. Super, tole je pa že tudi v bistvu kuhana najna polivka. Po mojem je to zaenkrat dosti, pa še sprot, ne? Pa še pol sproti dali. Ja. Evo, tole. Si dala kaj sladkorja med meline? Sem, absolutno. Evo, tole še zrihtamo, pa dansko pri omletah, pri pohorski omleti lahko v bistvu jo okrasite, pa postrežete še toplo. Topla je daleč najboljša. Na dansko, ko prije z pečice, bomo mi to obrnili, to moram se pripraviti, da ne bomo pol prepozne. Na zdravje, res je, vidiš, res je. Takle, se mi tole obrneva, potem pekač dol in pol jih moramo v bistvu spraviti iz peki papirja, jih prepogn, da dobijo obliko, pustiti kako minutko in potem lahko dejansko že delava. Lih toliko, da se smetana recimo počakamo, ja, ne topi. Da ni vroče, ja, ne steče. Toplo še pa lahko. Je pa tudi fajn, ker tale pinkati mix malo zgosti smetano, pa tudi ne stopite hitro. No. Super. Ja, tako da tudi še ni toliko. Tako da dvojna zmaga, imamo rozasto barvo, ki nam je všeč, plus malo bolj kompaktno. Tako. Zdaj pa jaz pa predlagam, da se tako naredimo, da vsaka okrasi svojo. Čisti za. Valjda, ker bo tudi vsaka svojo pojedle, tako da sem za. Ja, veš kaj se ne hodila, odkot vzdevek lepa afna? Lepa afna, zato ker se mi zdi, da vsaki ženski je malo te malo afence, a ne? Vse smo rade na nek način lepe, pa to karkoli ne pomeni, ali ne vem, lepi nohti, ali da greš rada, ne vem, si narediti vem frizuro, ki je mogoče lepega trendovskega kupiti, vse smo rade lepe. In to s tem nič narobe. Afna ste pa tudi na vsake toliko, ne? Tako. Torej, dansko, to je bilo od začetka, mislim, kako si prišla na idejo to? Ne, pa razmišljala sem, vedela sem, da hoče imeti nek ime, ne, se pravi lastno ime, a ne? In sem razmišljala in sem tako, ok, dajmo se spomniti in sem jaz nekaj časa nazaj, preden sem začela snemati, pisala blog. In tam sem bila ena afna, ker so bile teme čist, v bistvu, bolj povezane, kaj se mi je zgodilo tekom dneva, ali pa če sem šla na kak izlet, kaj se mi je tam prepetil in tako. In pol, ko sem pa začela YouTube in sem vedela, da hočem vseeno malo pokazati lepotičenje, pa malo mode, pa malo lifestyla in tako sem pa rekla, da bom pa kar lepa afna. Cool. Ja. Ful dobro ime, tudi takoj se zapomne. Catchy, a ne? Ja, zelo catchy. Zdaj, na začetku je bilo kar, veš, se mi zdi, da se rabimo ljudje malo navaditi vsega, sploh tudi pri nas v Sloveniji. Tako na začetku je bilo veliko tega, pa zakaj bi si dal tako ime, pa ampak zdaj so se pa tako navadili in ja. Večkrat sem afna, tako slišam, da me nekdo pokliče afna, kakor pa Leja, ker se mi zdi pa tudi. Zato sem te hodila vprašati, kako te ponavadi kličejo. Pa te moti to ali ne? A ti je cool? Ne, mislim, ne moti me, zaradi tega, ker to pomeni, da sem dobro naredila, tako da... Se to veš, mene tudi vsi kličejo malinca, veš. Včasih mislim, da mi je tak ime, dejansko, res. Ampak glej, cool, meni je to... Ja, zato, ker imaš jagodo, jagoda dejansko je ime. Ja, tako da zakaj ne bi mogli biti? Ja, najne so pečene. Prejšnji sem, ko sem pekla, sem prižgala, sem odprla tole in tam je alarm in začel alarm tuliti gor. Nekaj zaradi dima, ja, pare. Zdaj vam mi je tole dale tekle, jaz sem to kar obrnila. Ok, a ti pomagam jaz kaj lahko, ali to najboljš kar sam narediti? Ja, sem da se ne boš pekla. Ja, sem da boš lahko, sem da... Ti pa to kar gajsno narediš. Ja, treba je na hitro. 1, 2, 3. Boma zdaj kar tekle, prepogole. Veš kaj je pa trik? Da gre tole malo čez spodnjo stranico, zato ker jih bova midve napolnile in pol bo smetana pobrala. Zelo dobro. Tako da najprej morava dati tole sam naraza, da se ne držijo, takole. Se pravi, in po daljši stranici prepogneš malo čez, da malo čez kuka, ne? Tako. Ker pol, ko bo prišla smetana, bo itak to takole. To ni moja pamet, ampak to je pamet moje mame. Evo, super. To te mama zrihtane. Jaz sem tekle dam, da se ne, ampak to. Po moje pa lahko zdaj bolj, da si pripravimo krožničke. Super. Jaz sama že pripravljam. Kakšne retro si pripravila, super. Veš, da bo še li slikce pa lepo. Ti si čist 5 korakov pred mano. Veš, kaj mi še pove? A ti si vseh tvojih slastnih let, 153 video imaš na YouTubeu? Dej nekaj. A si to vse sama zmontirala? Vse.
Vse. Vsake čas. Na vsake toliko mi pomaga prijatelj, ki je ekspert v montaži, ampak to tako rečem na vsake toliko, ko pride kak, ne vem, recimo Kubo, mi je pomagal on, ker mi sem bila z Anžetom dobre 14 dni in to je bilo toliko materijala, da sem jaz v bistvu vse skupaj potegnila, pa sem obolevala 3 tedne skupaj v montaži in rezala in tako, in pa sem rekla v enem momentu, Oskar, daj mi sam malo skoči, zato ker jaz več ne vem, kaj gledam, ker ne vem več, meša se mi v dosega, tako da polo neko malo mogoče kaj popuca, pa reče, le, to si 5krat povedala, ne rabiš, tako malo bolj objektivno okoma. Drugače pa ne, to je mogoče tako, 2 ali pa 3, da mi je malo skočil. Pa ti to rada delaš? Rajš montiram, kakor snemam. Aha, ok. Ja, zaradi tega, ker montaža je en tak proces, tako se spraviš čisto en svoj svet. Jaz sem ponavadi kar neko trenirko na sebi, naredim si veliko kahlo čaja in grem gor v svoj kotiček in pol tako sem res v svojem temu fazonu in je top. Na koliko pogosto pa imaš zdaj v videe? Enkrat na teden. Probam, ja. Mislim, če pa ne gre, pa tudi lej. Danes je Instagram, pa storije se delajo, mislim, tako, če me pa kdaj kdo pogreša, mi pa pol mail pošle, pa se pol tam malo čekamo. Nič na silo. Pa si daj že kakšno video kuhala? Ja, jaz doskrat kuham. Ja. Veš kaj, ponavadi tako v vlogu korporiram, recimo, ali kakšen recept na hiter, ali kaj, Ni pa doben vlog sam tema posvečaš? Ne, to pa ne. To nisem našla. Čeprav, veš kaj, zdaj zadnje čase toliko testiram, ne testiram hrano, ampak tako probavam, okušam, se spoznavam z novimi izdelki in zdaj me že Anže heca, da mogoče bi pa mogla en segment nasloviti izključno hrani, ker zdaj sem že tokrat poznala po tem, da sem rada in sladko in ustvarjam in tako da mogoče pa je to ena od idej, ki jo je treba zapopasti. Ja, odlično. Jaz predlagam, da se lotimo zdaj, vsak vzem si svojo. Ja, jaz bom kar tole, ta večjo. Ta večjo bomo vzeli, ta male bomo pustile potem za ostale. Zdaj pa predlagam, da si vsaka svojo okrasi, le te kako hoče. Super, jaz imava eno tole, ne? Ja, eno tole imava, kako hočeš. Jaz sem dala malo valin v spodnji. Ja, no tukaj zdaj v originalu, kako je moja teta delala, je dala se pravi ta sok od kompota. Tako da fajn je, da je nekaj sočenega, zato da ni ona, lahko recimo, če pa ni kompota, je pa lahko tudi sam voda, pa malo sladkorčka noter, lih toliko, da da malo te sočnosti. To v originalu je pa brusnična marmelada. Dej nekaj. Veš, to pa res nisem vedela. Jaz me je to zelo presenetilo me. Ne, Gorenci so delali vedno s temi breskvami. Jaz sem jim dala zdaj še malo smetane noter. Aha, to imamo v bistvu samo za okrasiti. Ne, lahko tudi zdaj to uporabiš, tekam pa to, da bo malo. Nastja je to že vse, ne vem, kolikrat si delala zdaj to, si testirala? 3krat si delala. Zato tebi se vidi, ti si hitra, jaz sem pa tako, okej, gremo. Veš, mogla sem, da sem izpopolnila recept, da vse tako mora biti. In sem cel vikend s Filipom sam to jedla. Se pravi, ima že čez ušesa poganja pohorska omleta. Ampak je cool, veš, sem se navdušila nad njo in se bo zihar večkrat. Ne vem, če to lepo upravljam. Se mi zdi zdaj tudi, ko so tako malo bolj hladni dnevi, da ful te sladice tako, mislim, dejte se malo pregrešiti, pa dejte malo skupaj packati, če imate otroke. Mislim, to je tudi za njih ful zabavno, ne? Pa ja, pa te keksi kakje, ko so toliko za pripravljati pa stvari. Tole boš pa mogel posneti, tole pa profesionalno. Še nam prej pojedu. Ja. Od znotri in od zunaj bo vse toliko lepo. Ja, mislim, če delamo za Instagram, ne? Ja, veš, mora biti. Jaz ful nisem dobra v tem, to je naša malinca Andreja. Ne, nikoli ne smeš reči, da nisi v nečem dobra. Ne, tega ne priznaš. Potrudiš se maksimalno, pa rečeš, ful sem se potrudila. Nikoli pa ne priznaš. Drugi itak ne vejo, veš, drugi ne vejo. Zelo dobro sem v okraševanju. Mislim, da je bilo odlično. Lej, koliko si lepo res dejansko naredila. Prosti. Še zdaj lahko naredila, veš. Zdaj imamo tekmovanje, katera bo imela lepšo omleto. Veš kaj, sam na koncu se v želodcu vse pomeša, tako da je čisto vse. Ne, se to sem se vprašala, koliko ti pomeni prezentacija, ker ne dajo ful na to, veš, danes se veš, na Instagramu s take slike, kar da upadeš. Ne. Tudi ne fotkam več rada toliko hrano, kakor sem jo včasih, zaradi tega, ker se mi zdi tako, pol se mi kdaj kaj shladi, pa sem pol, pa zakaj sem zdaj kuhala to, ne vem, uro pa pol, zato da bom zdaj, ne. Pač hrana je za jest, ja, razen ko je drugače, tako kot mi danes, ko snimava to, ne, da bojo lahko tudi doma kuhali, ampak načeloma
Ne rabo vsak Jože vedeti, kaj ste jedli. Moja je vse doma kdaj pripravljala, ne? Definitivno, po mojem že ni za reči, da danes zvečer, ko bom Anžetu razlagala, kaj so midve packale pa ustvarjale, po mojem, da bom lušte naredila, tako da... Že zna biti danes na jedilniku. Ni za dvakrat za reči. Za preseneči nekaj. Afna, ima kako malinco, ki je malo, tale, bo zelo lepo. Še gor na vrh kar. Odlično. Afna in malinca. Tole še bo... Ja, to dajo pol šefi z ročki Z stran. ročki stran. Mi, ko smo domači, lahko tudi z roko, ne? Tako se tako bomo mi jedli, tako da vse enkrat prvič. To je sladica, ki nima nič sladkorja noter. Marija Navadnega. sveta. Saj zato je pa lahko za zajtrk. Evo. In mislim, da si lahko brez slave vesti prvošva. Jaz sicer tudi kaj tako malo pregrešenega brez slave vesti, ampak to danes pa dvojno brez slave. Dvojno. Dve. Ok, mislim, da sem mi prišla do konca. Ful pa hvala, da si bila moja gostja. Z veseljem sem bila in takoj, ko si me povabila, sem rekla, Val, da to pa hočem priti, ker zmeri kuhaš. Ja. Kako se je, a ne? Ja, pa se je, točno to. Mi smo tole končali, mi idemo še tole zdaj stestirati. Še prej bomo to poslikale. Vam pa hvala, ker ste bili z nama in se vidimo prihodnjič. Čau. Čau, čau.